Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Lahko noč, večer. Kot poroča spletni portal Požareport, takole izgleda, če v spletnem arhivu Večera iščete kritične članke o novem poslovnem partnerju tajkunskega lastnika Večera Uroša Hakla. Gre za že pred leti za poslovno goljufijo na 6 mesecev zapora, ki jih je odsedel v hišnem priporu pravnomočno obsojenega Martina Odlazka. Takole pa izgleda, ko cele pakete neprodanih izvodov časopisa Večer v mariborskih vrtnarijah pripravljajo za zavijanje sadik in spomladanske solate. Nekoč časnik s težo, danes očitno dober samo še za sajenje rožic. Društvo novinarjev Slovenije, katerega predsednica Petra Lesjak-Tušek je, pomislite, novinarka Večera, pa nič. Vi pa gledate oddajo Faktor na TV3, resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali Serpentinšek in pika. Naš Marjan iz dneva v dan dokazuje, da se še vedno najbolje znajde na podeželskih odrih pred nezahtevno publiko. Kam nas peljejo ljudske modrosti našega Marjana? Bomo vprašali naša stalna komentatorja in dva izvrstna mojstra besede, Božidarja Novaka in dr. Boštjana M. Turka. Toplo pozdravljena. Evo, Božo, Boštjan, predlagam, da začnemo bolj resno, ne? In sicer s teoretskim delom. Božo, ti si tako rekoč oče odnosov z javnostmi v Sloveniji, svetoval si že zadnjemu predsedniku vlade v Jugoslaviji Markoviću. Kdaj se recimo nek predsednik vlade odloči za en tak daljši intervju za nek časopis? Ja, ko ima kaj povedati, ko bi rad nekaj sporočil. Veš kaj, ampak če sem že povedal, da smo mi dolgo v tem biznisu, pa dolgo na svetu. Jaz se spomnim podobnih intervjujev politikov jugoslovanskih, slovenskih v 80-ih. Ko so novinarji dobesedno v rit lezli SZDL-jevskim politikom. Ne. To, kar pa je bilo zdaj v delu, delavci, veš, on je opisoval njegovo soprogo, kak mu kuha, pa kak mu ne, pa kak je bil on partizanih. Ampak to, kar pa zdaj z igralcem, ki je predsednik vlade, je pa druga skrajnost. A veš, ko sem to najprej videl, sem rekel, vse pa Ronald Reagan je tudi bil igralc. Ampak Ronald Reagan je imel neko vsebino, je res, da je igral kavbojske filme, pa da je snimal reklame. Ampak je imel vsebino, pa magari je ta bila skrajno liberalna, pa privatizacija, pa kaj vem, ne. To, kar pa je bilo včeraj oziroma v soboto v delu, pa je bilo zabavljaštvo, entertainment se temu reče, preusmeritev pozornosti. Sicer všečen jezik, zabavljaški jezik, ampak nisem tam nobene vsebine našel. Se pravi, nisi tega sporočila razbral, ki bi ga po tvojem mogel dati predsednik vlade? Ne, vsebina je bila, jaz sem tu, zato ker noben noče biti z Janšo in zdaj sem jaz tu in jaz sem tu. In naslov, 3 novinarji so delali intervju na delu, urednik Žerdin, Urbas, pa še ena kolegica. Barbara Eržen, ja. In to ni običajno, da bi 3 delali in da so 3 prišli do takih zaključkov, da so dali naslov, dokler zajec teče, še ne kuriš ražnja. Mislim, to ni nobena vsebina, ne? Ampak dobro, na ta intervju bomo šli še pol kasneje v oddaji, bolj konkretno. Se pravi, ti praviš, predsednik vlade da intervju takrat, ko ima nekaj za povedati, ne? Ni, da ga recimo medij prosi, pa on reče ok, ne? Ali kako? Ja, vedno v tem primeru predsednikom vlade bi rad vsak naredil intervju. Vsak medij v državi kadarkoli. In oni so vedno na čakanju, ne? In potem, ko se pa ta odloči, pa mu reče PR-ovec, ja, zdaj smo se pa odločili, da bi pa dali intervju. Ne? In običajno je ta, koliko si močnejši po teži, toliko več možnosti publicitete imaš. To je bilo všečno. Jaz sem se bolj spomnil zgodovinske, v takih situacijah, ko ne veš, kam pes taco moli, pa kaj je narobe s tabo, kaj je z onim, ko govori, se vedno postavim v zgodovinsko dimenzijo. In Slovenci zadnjih 1000 let smo bili v zadnjih 500 let pod Habsburžani prek palca. Ne? In ti Habsburžani so na oblast prišli z atentati, tako ali drugače.
potem, ko smo leta 18 se združili za Karadžordževičevo Jugoslavijo, smo pa dobili še ta ruski pliv, ker Karadžordževič kralj je prišel na oblast z atentatom na Obrenoviča. Obrenovič kralj srpski je bil prozahodno-avstrijski, Karadžordževič je bil pa proruski. Ja. In glej, zato je seveda... Kam zdaj pa še Marjan Šarec v tej zgodbi? In Slovenija je na križišču, prozahodnega, proruskega, pa časih so še Turki prišli in ostalo, ampak ko prideš do tega, se rečeš, hvala Bogu, imamo pač klona za predsednika vlade, nimamo atentatov pa državnih udarov, tako v Afriki, da s tem prihajamo. Pa zadnjo vojno smo imeli leta 1991 in zdaj, da nimamo vojne. Pa ko gledaš dalje, naš cesar, Habsburški, 500 let nazaj, 400, to bo Boštjan bolj vedel, je bil tudi predsednik takratne Evropske unije, ki se je reklo Sveto rimsko cesarstvo, za katerega Voltaire rekel, da ni ne sveto, ne rimsko, pa ne cesarstvo, ampak je bilo združenje nekih kraljevin. In Evropska unija. In tam je bila Slovenija čisto nepomembna, tako danes, kaj vem, Kosovo, nekaj. In mi imamo čisto isto situacijo po 500-600 letih in imamo enega predsednika vlade, ki je v bistvu čisto nepomemben, sploh ni država, ni igralka, on ni player, nobenih idej nima, nobenih vizij nima. Vsi v okolici so srečni, samo da ni cirkusa s tako neko marginalno državo, pa z njenimi marginalnimi politiki. Prav. In to je situacija, ko lahko briljira nek komik, ki je diplomiral igro, ki se mu zelo vidi, da nima klasične gimnazijske izobrazbe, da nima osnovne znanja iz sociologije pa zgodovine. Pridobitve Marije Tereze so šle bolj mimo njega, hočeš reči, ne? In hvala Bogu, da smo dvorišče Nemčije, Italije, Avstrije in da smo na dokaj stabilnem političnem terenu v Evropi, da lahko taki klovni enostavno mečejo floskole in se nič ne zgodi. Dobro, dajmo še Boštjana povabiti v debato, da nama ne zaspi. Boštjan, ti si pač tudi mojster besede, filozof in tako naprej. To sporočilo, o katerem je govoril Božo, sporočilo predsednika vlade, se ga da skozi te njegove zadnje intervjuje pa javne nastope, zdaj govoril tudi o 1. maju, na eni proslavi bomo kasneje to pokazali, a se da izluščiti to njegovo sporočilo? Ne. Tako kot recimo se ne da izluščiti, recimo, če greste v morje, do Pirana, pa stopite v morje poleti in potem zajamete vodo in potem vas nekdo vpraša, se da izluščiti kakšen kamen iz tega? Boste odgovorili, ne da se ga pa izluščiti zato, ker tega preprosto ni. Jaz se spomnim recimo zdaj še na druge metafore, ta je bila v zajcu pa v pečenju. Jaz se spomnim ene še bolj posrečene metafore, ki pa ne znam do konca povedati. Namreč Šarec je zagotavljal, da ne smemo biti kot hrčki, ki tečejo v tisti, bi rekel, v kletkici, zaprti v krogu, a ne imajo tisto obroček oziroma krog tekaški in potem tečejo. Recimo, to so take prispodobe, take domišljice. Jaz se z Božotom strinjam v tem, seveda, da naša velika sreča je to sosedstvo, v katerega smo narojeni in to je tudi naša velika prednost. Naša velika prednost je to, da zaradi tega sosedstva smo del najtesnejšega obroča Evropske unije, se pravi evroobmočja in območja Schengena in zdaj nas tukaj, bi rekel, gledajo malo tako, ne. Torej, če bi lahko karkoli Šarcu dobro povedal, je to, da je ta trend popolnoma tretjerazrednih politikov, ki se pojavljajo brez kakršnekoli osebne biografije, in vznikajo in se prebijajo na površje in potem jih spet odnese. To je trend zdaj Evropske unije. To je trend, ki ni tuj. Recimo, tak je ta Weber, ki se je našel kar nekje. Primerjajte Webera z Petteringom, ki ravno kar nastopa. Špicen kandidata ljudske stranke. Mislim, da težko rečem špicen kandidat, ker se mi bo jezik, uradno pa je špicen kandidat, se je bil Juncker tudi špicen kandidat. Če je Violeta lahko špica, Boštjan je lahko tudi Weber, verjetno. Hočem reči, ravno kar zdaj poteka, ob 19. uri se je začel v dvorani Karantanija se pravi v hotelu Leo v Ljubljani srečanje s Hansom Georgom Petteringom. To je človekom, ki je bil 15 let nazaj na čelu Evropskega parlamenta, človeku, ki je tudi univerzitetni profesor in je nekaj res
res posebnega. Je bolj špice, ne? Ja, mislim, to pa so bili špica ljudje, Ja, ne? Se pravi, ljudje, ki so imeli pa za sabo odgovornost, vizijo in tudi Evropa 15 let nazaj je bila popolnoma drugačna, kot je ta Evropa danes, ne? In tu je ta tragedija, ne, da, mislim, ko to Šarčevo komedijanstvo neha biti smešno. Mislim, drugače pa ta slovenska politika, kot je danes, ne, je pa res, to je pa škoda, da človek sploh besede izgublja. Predlagam, da si zdaj pogledamo, mi smo zbrali poudarke, ki so jih, to moram posebej poudariti, v tedniku Reporter sami izpostavili v intervjuju s predsednikom vlade. Ne, 3 take poudarke imamo. Ne. Prvi je tale. Šarčeva izjava. Po kitajskem horoskopu sem kača. Ko hodiš po gozdu, se me izogni, če pa me boš pohodil, te bom pičil. Ne? Pol gremo na drugega. Evo, drugi je tale. Nekateri mislijo, da je to šala, da malo igraš šefa, ne guncaš, pa je to. To so zelo težke funkcije. Tudi jaz moram kdaj vzeti kakšno tableto proti glavobolu, zato to ni enostavno. Ne? In pa še tretja. Če nekdo vsak dan posluša, kako nam gre dobro, bo hotel tudi sam imeti več v svoji denarnici. Zdaj, takole bi vaju vprašal, ne? A vidva zdaj iz teh poudarkov, še enkrat poudarjam, ki so jih sami na Reporterju naredili, a vidva zdaj izluščita, kaj je recimo bil osnovni cilj predsednika vlade v tem intervjuju, kaj je v bistvu on hotel s tem povedati, da je kača po kitajskem horoskopu, pa da mora vzeti kdaj tableto, ker je funkcija težka zanj in da, če bo govoril, da nam gre fajn, bojo tudi ljudje hoteli imeti kaj od tega. Jaz, ki sem doma pri Reporterju. Ja, torej ta intervju v Reporterju je bolj, bi rekel, ustal v spominu po, torej to je časopis, je bolj ustal v spominu po, ta številka je bolj ustal v spominu po vprašanjih, kot po odgovorih. Vprašanja, ki sta jih kolega Silvester Šurla in Igor Kršinar postavljala, so brez ene same izjeme vprašanja, iz katerih si človek lahko že, bi rekel, ustvari natančno podobo o duhovnem, tako imenovanem formatu tistega, ki so bila vprašanja mu naslovljena. Torej, vprašanja so bila izredno kritična in so zadevala bistvene stvari in niti na eno od bistvenih stvari ni uspel gospod Serpentinšek odgovoriti na bistven način. In zato recimo to, kar je res, to je bil raster, to so te misli, ki to niso, aforizmi, ki to niso, duhovitosti, ki to niso in nesmisli, ki to so. Recimo vprašanje o recimo, ko odgovarja na vprašanje, ki bo takrat najbolj aktualno, prisluhi Sove. Mi smo ga imeli tudi v tem studiu. On odgovarja tako, mislim, vprašanje je bilo zelo strogo zastavljeno, on pa odgovarja, nekaj sem slišal 2016, ampak nisem pa vedel točno, kaj so poslanci takrat menili in sklepali v tistem 2016, čakajte, halo, predsednik vlade ne ve. Ja, pa to je pa, mislim, da afera iz 2015, zdaj pa to je tako, da je tako, ko ni in tako naprej. Skratka, kdorkoli to vidi, točno vidi, da ta človek pač nima pojma o ničemer, niti o ničemer pojma noče. Da ne govorim o tem, kar je v intervjuju, kako se on natančno vprašanje, kaj boste storili glede uresničitve odločbe Ustavnega sodišča glede šolstva. Vse je, mi bomo to odločali, to se bo odločalo, to je tak neka pasivno aktivna oblika izražanja, ki ne pomeni nič. Se on to lahko odloči takoj dajo na glasovanje in takoj to izglasujejo. Drugo, recimo, kako hvali Šabederja. Šabeder, ki je postal minister za zdravstvo, ima za sabo razen uspešne, bi rekel, neuspešne afere, vidite, mi potegne kariere v seminarni, zdaj pa seminarno pišete z veliko ali pa z malo in razumete to v enem in v drugem smislu. Nima ničesar za pokazati, sploh pa ne v kliničnem centru. In ta človek potem postane minister. Se tudi ni bil dolgo časa tam, v bistvu 1 leto. Tudi dolgo časa ne bo minister. Tako da hočem reči. Božo, a je to spretnost pol predsednika vlade, da daje take odgovore, s katerimi si ne znamo, vsaj mi trije, nič pomagati? Jaz mislim, da je osnovno iz teh odgovorov veje njegov velik ego. Prvič, ti ne greš na igralsko akademijo, če nisi ego, da brat nastopaš, se izpostavljaš, si egocentričen. In drugič, vsi ti odgovori se začnejo z jaz. Jaz pa, In tretjič, v tem tretjem, ki si ga izpostavil z Reporterja, pa vse skupaj
revatilizirati, postaviti kriterije nejasne, vse bo že nekako, vse bo milno, veš, ko gasilci na vasi, ne vemo, če gori, gremo pogasiti, drugače pa čaki, čez 3 mesece bo kres. Kot tista reklama, se spomniš, ne? Mi nič ne vprašamo, kje gori, pa koga gori, mi samo pridemo pa špricamo. To je moj pradedek rekel. Očitno se je pokazalo, da je slovenska politika izčrpana, potem, ko smo dosegli velike strateške cilje, NATO, Evropska unija, evro in vse to, se pač lahko zgodi to, da so ljudje, ki so zabavljači na veselicah, predsedniki vlade in s tem se nihče ne obremenjuje, so še slabše države na svetu, so še slabši politiki. Zdaj, oprosti Bože, vidim, da imaš daljše odgovore kot predsednik vlade v intervjujih, tako da si moramo zdaj vzeti krajši premor, ampak ne namojiti gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem javnih nastopov predsednika vlade našega Marjana. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno Božidar Novak in Boštjan Marko Turk. Komentiramo pa javne nastope predsednika vlade, našega Marjana. Zdaj, Boštjan, eno so pač te lovsko, gasilsko, gostilniške prispodobe, ne? Drugo pa je, ko predsednik vlade očitno izkaže nerazumevanje ločnice med notranjo in zunanjo politiko, ne? Ja, to je prav popolnoma neverjetno. On pravi, da so zdaj razdelili službe na zunanjih zadevah, a ne, in sicer v intervju za Reporter natančno pove, citiram, EU ni več naša zunanja, to je naša notranja politika. Za zunanjo politiko imamo druge službe. Halo? Hrvaška je članica EU, se pravi, je odnos s Hrvaško naša notranja politika, Nemčija je članica EU, je to odnos naša notranja politika, Italija je odnos naša notranja politika, ne vem, Skandinavija, Švedska je to naša notranja politika, torej in to popolnoma resno reče in tako tudi ukrepa. In je zdaj en državni sekretar za notranjo politiko, to je našo notranjo politiko EU, drugi pa za zunanjo politiko, ki ni EU. Ampak oba sta na zunanjih zadevah, ne? Bože, a so to zdaj te novi vzorci, o katerih rad govori naš Marjan, da pač mi, ki smo ujeti v stare vzorce, prej je Boštjan omenil, ne, te hrčki, ko se vrtimo v krogu, ne bomo razumeli teh njegovih novih vzorcev. Je to to? Ja, saj on ne more razumeti ne starih, ne novih, ker nima nobenih izkušenj. Ampak tisto, kar je novinarju, čak i Urbas pa Žerdin, sta vrhunska slovenska novinarja, ne, ko ima reče, da se vse neha s tem, ko ga kolegi, predsedniki vlad pokličejo Hello Marjan, ne, in se oni osebno večkrat slišijo po telefonu. On seveda mu noben ni povedal, možno, da mu ni povedal. Ne vedo, da imajo pred seboj vsi ti predsedniki, ki ga kličejo Hello Marjan, list na A4, kjer je njegova fotografija, pa spodaj piše komik, ne, bivši župan Kamnika, 26. mesta v Sloveniji. Ne. In očitno mu to godi, vstoplo mu je v glavo, da je predsednik vlade na mednarodnem diplomatskem parketu, pa da se sliši s kom vizije, pa nobene ideje, pa nekaj misli, ki bi karkoli pripomagali k rešiti ključnim problemov v tej Evropski uniji, pa ni nikjer. On kar nekaj govori 3 dni, Hello Marjan, pa mi se slišimo, pa bomo rešili. Vse mogoče je tak vzorec bil baba je žaba pa človek ni, ne? Pred 500 leti isti vzorec, ko je bila ta sveta aliansa, rimsko cesarstvo, ne? Ker oni so se več ali manj dobivali, pa se stajali, ko pa so Turki napadli, pa je obrambo Dunaja reševala več ali manj Avstrija sama. Ne? Ja, pa Poljaki so jim enkrat prišli na pomoč. No, vse so kakšni Poljaki pa Madžari. Ne? Če skozi omenjamo ta intervju v Delu, ne? Da nismo mi preveč kritični do našega Marjana, bi zdaj predlagal, da si pogledamo naslov tega intervjuja v Delu. Zdaj jaz verjamem, da ga ni izbral Marjan Šarec sam, ne? Pač nenavadno bi bilo, da bi intervjuvanec izbral naslov intervjuja, ampak kakorkoli. Naslov intervjuja je Marjan Šarec, dvopičje, dokler zajec teka po gozdu, ne kuriš ražnja. To ni šarcizem, ampak je res.
Veš kaj, škoda, da ni nadaljeval, kako se ubije, pa zakolje, pa ščisi, zdaj to na Pohorju vejo ljudje, ne? Jaz se zdaj smejim, zato ker vemo, da v tej oddaji smo večkrat, v bistvu povemo po pravici, smo se norce delali iz našega Marjana zaradi te izjave, posebej jaz osebno, in zdaj na delu očitno so si to zapisali v srce in so dali to kot naslov in tudi naš Marjan si je to zapisal v srce, ki je posebej poudaril, da ne gre za šarcizem, ampak da je res, da dokler zajec še teka po gozdu, ne kuriš ražnja. A je to mal Boštjan bistroumni nesmisel? A ni to bistroumni nesmisel? Jaz bom samo na eno podrobnost upozoril. Kdo pa kuri ražen, če zajec teka po gozdu? Zdaj jaz ne vem, a se zajca res na ražnju peče, ne? Na ražnju se peče, jagnje se peče, odojka se peče. Pa tudi zajca se da, verjetno. Dobro, mislim, malo stane, ne? Kdo je zdaj tu zajec, kdo je ražen? Dajte mi pomagati. Ne, predvsem pa kdo je jager, ne? Sej Šarec ni jager, sej nima, ni se predstavil, sej nima licence, sej on ne more, on ne more, on je v bistvu krivolovc. On ne more, ne sme zajca iz gozda pripeljati do ražnja. Ja, on je očitno ta krivolovc, se pravi, je na črno lovi. Se pravi, če bi rekel, da je izredno pameten, on pove, da bo to vse po svoje naredil. Od nas treh tudi noben jager, ne? Mi ne vemo, kdaj je lovska sezona na zajce, recimo. Je to celo leto ali je omejeno, verjetno časovno, ne? Veš kaj, morda, kaj pa, če je mislil predsednik vlade za tem pametnim naslovom, da nič ni narobe, če kršimo fiskalno pravilo, pa bistveno preveč potrošimo, kot ustvarimo in da, ko bo kriza, se bomo s temi problemi reševali. Da šele takrat bomo prišli z orodji, ne? Kako makroekonomsko politiko. Veste, kak je to meni? Jaz težko to razumem, ne? Drnovšek je bil predsednik, Drnovšek je bil doktor politične ekonomije, ne? Kakorkoli, kaj si mislimo o Cerarju, je bil doktor prava. Je še, no? Je še, ja. Si rekel, da je bil, ne? No, pardon. A veš, če pa nisi vkos s tem strateškim, političnim znanjem, pa moraš imeti neke pametne svetovalce, ne? To, kar sem že zadnjič rekel, veš, vsi so imeli neke Žižke, pa koga niso. On je imel, Reagan, ko je imel Brzežinskega. Ne? In zaradi Reagan, ki je bil... Marjan ima, prosti, ker te prekinja. Murija ima, ne? Ja, okej, pa smo rešili, ne? Pa če ima... Imel je Kirna, ne? Recimo za to notranjo zunanjo politiko je imel Kirna, ampak Kirn je šel in je rekel, da je šel, ker ni imel nobenega vpliva na njegove odločitve. Glej, če nadaljujem z Reaganom. Ronald Reagan, pač tretjerazredni kavbojski igralec, je bil 2 mandata predsednik Združenih držav. Ampak ker je imel Brzežinskega za svetovalca, je zrušil komunizem. Je imel vizijo, je vedel, kak se je spaktiral z pravimi. A veš, in Brzežinski ni nekdo. Brzežinski ima, ne vem, kakva znanja, oziroma pokojni, zdaj že 2 leti mrtev, ne? Jaz ne vem, če bi kdo iz akademskih krogov bil blizu temu igralcu, da bi mu lahko svetoval, ker to, veš... Pa ima sploh koga po vajem mnenju? Ne po mnenju, ne po informacijah. Jaz mislim, da on sam živi zaprt tistem noter. Če poslušamo njegove izjave in jih jemljemo po črki, potem ugotovimo, da če že koga ima, najverjetneje nima nikogar, ampak če že koga ima, ti zagotovo ne zaslužiš svoje plače. Ne, drugače pa je pa za razliko tu, kar je Božo prej govoril, omenil recimo Drnovška, pa Cerarja, ki sta oba imela svoj poklic, je Marjan Šarec človek brez poklica. Isto delo je priobčil, po ne vem kakšnem čudežu, analizo oziroma pismo Aleša Bergerja, v katerem navaja, da je Šarec kot diplomirani igralec na AGRFT-ju v svojem življenju na odru, se pravi na tistem profesionalnem odru, stal vsega skupaj ne več kot 5-krat. Diplomiral je pa 2001. leta. Ja, to, se pravi, vsak igralec stoji na teden 5-krat na odru lahko, če je dober. On je pa stal večinoma na teh odrih gasilskih veselic, se pravi tam, ker je pač lahko govoril, ker v drami ti ne moreš govoriti, baba je šporhe, če jo sabo vlačeš, pa je tako. Tega ne moreš v drami v Ljubljani. Zdaj, ko si omenil gasilske veselice, predlagam, da si pogledamo poudarke, ki jih je nacionalna televizija potegnila iz prvomajskega govora premierja Šarca v Rušah. Več težav bi lahko rešili z dobro voljo in živeli bi mnogo bolje, če ne bi bilo v preteklih 20 letih v Sloveniji toliko pohlepa in neljubezni do lastnega naroda. To pa je na prvomajskem srečanju na Ravnah na Koroškem dejal premier Marjan Šarec.
Evo, zdaj smo slišali, ne? Pomanjkanje dobre volje in preveč pohlepa in neljubezni do slovenskega naroda. Ne? To so močna sporočila. Pa mi spol Božo to dal besedo, ampak prostite, on se je opisal v zgodovino slovenskega naroda prav po neljubezni, kajti tako kot se on izražal v njegovim, Slovenkah, o Slovenkah, tako se nihče ni izražal, tega nikogar nisem slišal. Baba je žaba, baba je špohet, jo vlečeš, pa pride nazaj. Pa to so te štosi iz Šanka, ne? To gre v promet. Tako se ni, ne vem, če jaz tega nisem nikoli govoril. Ne, ti premalo hodiš na te podeželske veselice, na podeželske odre. Pa sem bil tudi, mislim, da je na podeželju, seveda na odru ne, ampak hočem reči, kako lahko on potem govori, da ni bilo spoštovanja in ljubezni do slovenskega naroda? Halo? Ja, ne vem, če vidva veste, ampak v eni prejšnjih oddaj smo pokazali, Marjan Šarec, naš Marjan v prostem času vodi tudi program na teh veselicah in je bil ansambl Mihe Dovžana, ne, to je Citrar, je imel neko obletnico in tam je Marjan Šarec imel en zelo tak lep govor, kjer je razlagal o tem, kako je včasih bili hudi časi za harmoniko v Sloveniji, zdaj so boljši in tako naprej. Skratka, nekako ta del mu gre, Božo, ne? Se pravi, mogoče se zato zateka skozi te gasilsko-jagerske, gostilniške primerjave, ne? Ne, on je očitno zelo uspešen, ne da mu gre. Glej, on je predsednik vlade z 13 poslanci. To je res. In začel je kot outmigec, igralec, nadaljeval... Vse volitve do zdaj, na katerih je bil izgubo, ne? Razen tistih v Kamniku. Ja, in on je, če ima cilj, a veš, zelo podobno ima tu Borutu Pahorju, ne, samo Pahor ima vsake toliko še kako vsebino, zunanje politično, pa čut, če je skregana z logiko, ali pa ima neko, ali pa ni uspešna. Pri Šarcu pa razen nekih šarcizmov nobene vsebine, veš, kak bi rekli, zunaj votlo, noter pa nič. Ampak zdaj recimo od nas treh sem skoraj prepričan, recimo Janez Janša ni prva izbira, ne? Ampak a ni to ta sintagma, ki je pripeljala Šarca na oblast, ne? Sam da ni Janša, a ni to previsoka cena za Slovenijo, da imamo zdaj tega klovna na čelu predsednika vlade, kot pravita, no? Kaj vidva mislite o tem? Očitno funkcionirajo sistemi, podsistemi državi brez tega, ne, veš, kot se je rekel, zdravstvo recimo ne funkcionira, ne, vidimo. Jaz sem še včasih vesel, ko zjutraj zbudim, pa elektrika dela, voda dela. Včasih se nismo to sprašvali, če bo elektrika zjutraj. To smo imeli za samoumevno, da voda je, da elektrika je. Zdravniku kaj ne hodim, ne, a veš, in to imam srečo. Ceste so, bencin je, preživi se, vreme je lepo. Ne, in se v Evropski uniji smo, v NATO smo, evro imamo, ni inflacije, če imaš kriterije, to, kak je bilo grozno Jugoslavije, je zdaj kar fino, ne? Saj mi smo zidealizirana država, po čeh Srbov pa Bosancev, ki se preseljujejo vse. Ampak bo zmerom tako, kaj pa, ko pride kriza? Ja, ne vem, ne, če koliko so pač ti podsistemi izpostavljeni in očitno še funkcionirajo po neki avstro-ogrski inerciji, ki jo niti komunizem ni mogel biti, ne, železnica je še danes avstro-ogrska pa laufa, elektrika tudi, mi imamo elektrarno z Avstro-Ogrske, še je tam prvo. Zdaj recimo, če bi Avstrija zaprla to našo severno mejo, s čimer skozi bolj ali manj grozi, ne? Bo dosti, če bo naš Marjan rekel, ne vem, v katerem grmu tiči zajec, ali bo to pomagalo ali ne bo pri tem? Ne, jaz sem to mislil ne povedati, se to Božo bolj ve od mene, ne, ampak prejšnja kriza ne, je v bistvu najbolj udarila po Štajerski. Ne, in v povezavi s tem, kar ti praviš, ne, če Avstrija zapre severno mejo za Slovence, je Štajerska kolabira, se 10 000 so dnevno migrirajo na Štajersko, pa tudi na zahodu migrirajo pa v Italijo. Ne. Tako da, če te države zapre in tako se bi rekel, rešuje slovensko gospodarsko in slovenska kriza. Ne. In zdaj, če bo naslednja kriza, če ne bi bilo Avstrije in če ne bi bilo visoke gospodarske rasti v Avstriji, potem bi vsaj vzhodna kohezijska regija Slovenije kolabirala po gospodarski krizi 2008-2009. Ne? To je tragično. Ampak kaj bo recimo Boštjan naredil naš Marjan? Bo rekel, to je zaradi pomankanja ljubezni ali ni dosti dobre volje? Neki bo rekel, recimo, da zdaj bomo pa res razmišljali, da bi prižgali ogenj, da bomo pač kaj zdaj konkretnega naredili, pa žarc, pa nataknili zajca na ražen. Ne? Sej ne moreš kaj drugega si misliti, gledamo ta primer, ki se zadnja 2 dni dogaja.
Zadnjič odprem nek časopis, pa piše, da se vlada pogaja z javnimi uslužbenci in državnimi uradniki o regresu. Torej, v višini regresa, eni in drugi so državni uradniki in javni uslužbenci in eni sami se s sebi pogovarjajo o svojem regresu, ki so si na koncu ga povišali za 300 evrov. Koliko, ne? Niso se še čisto zmenili, ampak In problem, ki ga jaz vidim, je, da ko bo pa res vdarla neka kriza, ker to smo se pa učili, že Marx je učil, vsaki 7 let prije v kapitalizmu kriza, ne bo nobene rezerve, ne veš, državnih uslužbencev, javnih uradnikov je 20-30% preveč. In ko se bo to zgodilo, ne, jaz se bojim, da bo ista reakcija kot takrat, ko je Pahor to naredil, da je zakreditiral za koliko milijard to državo. Ne. In na to nismo pripravljeni. In smo zgodovinsko imeli to možnost pred 10 leti, upali smo, da se bomo kaj naučili, sprejeli smo fiskalno pravilo. Ja. Na to ta država ni pripravljena, ta država tega ne rabi, ker žar ražen se ne kuri, dokler še zajec teka po gozdu. Tako. Ja, jaz se strinjam s tem, da mislim, da kriza pač v Evropi bo nastopila, ko bo Kitajska po konkurenčnosti dosegla nivo, bi rekel, najbolj konkurenčnih gospodarstv v Evropi. To ga že dosega, ne? In takrat bo hudo. Se pravi, ko bodo Kitajci začeli sami proizvajati delno avtomobile tega razreda, kot ga pa proizvaja Nemčija, takrat bo za Slovenijo hudo. In to ni vprašanje, ali se bo to zgodilo, ne vprašanje, kdaj bo Kitajska dosegla to učinkovitost. Ampak, če mi nimamo na to vpliva, ne, da je malo podrezam, a ni pa boljš, tako kot pravi naš Marjan Kap, se mi sikirali, se ne vemo, če bomo jutri sploh še živimo za danes, ne kurmo ražne, če še nimamo zajca. Jaz se ne strinjam, ker to, kar dela Marjan, je pač tale rek, ne, jejmo in pimo, se bomo tako kmalu umrli. Ja, bomo res, če bomo samo jedli pa pil, bomo res kmalu umrli, ne. Ne, to je ta logika, ne, se da marsikaj narediti, ne. Slovenija ima neskončno neizkoriščenih potencialov, ne, vzhodni del, Štajerska recimo, ne, Maribor bi bilo treba pač na novo postaviti, ne. Ja. Se to Božo ve bolj od mene, ne. Turizem, to je neverjetno. Ne vem, če sploh zaide, kaj je v Mariboru. Hočem reči, turizem je ogromna perspektiva, pa ti so zaprli mariborsko letališče, ne, halo, drugo letališče v državi so zaprli, pa o tem nihče nič ne govori, razen Požareport, če to pravilno sledim, ne. Veste kaj, fanta, jaz imam občutek, da vama manjka malo dobre volje, zato si bomo zdaj vzeli še en krajši premor, po katerem se bo ta naša komentatorja vrnila z zaključnimi komentarji. Kako je vroče ta luč? Jan, kdaj bo zdaj naš Marjan že ujel končno tega prekletega zajca, da bo lahko za kuro ražen in nam nehal težiti s tem? Zajca bo že ujel, to ni, če ne bomo pomagali. Ne? Samo mene zanima, če ga on znaš čistiti. Ja. Kako se dol potegne koža, kako se obesi, Ja. kaj Se pravi, je neka predpriprava na ta ražen. Če bi jaz moral staviti, bi rekel prej, da bo zajc ujel šarca, kot pa šarc zajca. To je dobro. Če bi moral staviti. Ja. Ampak kaj je zdaj problem, Božo, če te prav razumem? Se pravi, zajca, ko ga ujameš, ne moreš kar taga dati na ražen, ne? Se pravi, nisi še vsega naredil, če ga Ti ga ujameš. moraš znati pripraviti za... Mislim, vsaj jaz, ko sem bil mali, ko sem gledal, to mesarji delajo, da se najprej ga ubije, pol se ga z nekimi udarci, pol ko ga ujameš, če ga ne ustreliš, pol ga obesiš za noge, ga slečeš, pol ga ščistiš, pol ga moraš vreči v začimbe in šele potem, ker ima nek vonj drugače, če ga daš takoj na... Se pravi, nekaj časa bo še trajalo, preden bo Marjan lahko zavrtel ražen. Tudi če bo Marjan ujel zajca, bo kar nekaj časa trajalo. To je res. Dobro, Božidar Novak, dr. Boštjan Marko Turk, najlepša hvala za vajine današnje komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil lingvistični 285. faktor na TV3. Spremljajte nas tudi jutri, ko bomo analizirali slovensko desnico pred evropskimi volitvami, komentirata Vinko Gorenak in Roman Vodeb. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.